Jih treba smeti tega. Drugo ka satan. Tega? Bilke so pa bilke, ne? Mar bi bil doma. Iz Ljubljane sva štartala, zdaj so že na Gorenjskem. Pičiva čez Avstrijo, sva pa zdaj na poti neki luštenega zvedla. Ne, ni glih lušten. Kontra lušten je tole. Zaprav Nemčija je dala Slovenijo na rdeč seznam in to se je zgodilo danes po noč. In to so zjutraj, ko so že vse spakirali in bila že na poti, sva zvedla še to zdaj. Ampak vse bo šlo. Tam bova nekaj govorila, pa itak se nam načrtuje. Ti si nemščino imel v gimnaziji, tako da... Vse bomo rekel guten tag, da bomo prišli. Zdaj sva tik pred nemško mejo, da vidimo, kakšno je zdaj stanje. Oči zaritjo vozom, da nam je videli tablice. Ja, vidi. Zdaj so nam je videli 100%. In so v Nemčiji! Je 12:30 zjutraj in že zdaj zgooglil en hostel, ki bomo pa še videli, kako se bo izkazal. Glede na to, da bova noter v tej sobi 5 ur, sva rekla, da je to izkušnjo narediti čim bolj tako pristno in ti ponujajo sobo za 18 € na osebo na noč, če si s 3 drugimi v sobi. Mislim, da se bo zdela z 10 ljudmi, ki pa 10 € na noč. Smrčanje, kakaj tazga bo, po moje kar pristna izkušnja. 2, 4, 7 € imam. Vse bom zjutraj dol, no. Če tle živel od sneg, kar doma v Ljubljani, da ne imam stanovanja. Jaz se prvo zrihtam, da mu se gleda. Kakaj greš not, moraš je tam spati. To je ono, ker samo vrneš pa že zdi pššt. Not stopila pa da bo vsi takole gledati. Čisto v redu experience, če bi ga mogel oceniti, bi mu dal oceno 3. Ni bil najbolj čist, čeprav posle so bile. Ja, za 10 € če gledaš to na Če ne, za 10 € na noč je super bilo. Videl ti, koliko kave sem že polil v tem cajtu. Če pomisliš, da so dali zdaj 8 € pa pol za kavo, ne? Je bilo to vse kar splačalo. Včeraj smo imeli rdeči alarm s temi mejami, ne? Ja. Danes smo v oranžni alarm, so dobili novico, da je na severu Nemčije tak dež, da nam lahko trajekte skenslajo do Kopenhagna, oziroma do Dansko. Rdeč, oranžen, to bo kar celo Maurico nabrala, očitno do Islandije. No, kam gremo? Ne boš pa kar s tem, da bo... A bo boljš to? Če na koncu bova samo s temi snemala in sva zastojno jemala to kamero v sabo. Noč nisem imela kaj preveč od tega v Berlinu, ne? Vremena je malo... S hecu, ja, če ne bi Anže imel Tour de Berlin, ker ga dobro pozna, tako da zdaj pa kupva hrano, kakor se jo bo dal not nabacati, zato ker je v Nemčiji dosti cenej hrana, kakor v Skandinaviji. Mislim pa, da če naj zdajle zaprejo v eno sobo, da sva ene 10 dni sita. V bistvu niso zdaj odvisna od nobenega, kar je najbolj luštno. Ti se usedeš v avto in sam greš. In se kjerkoli staviš, kohar ven in skukaš. Kaj pa kohar? Je kohar, gorilnik. Je bil pa del dizajna pri markingu, ki so ga oblikovali, tudi 10 zastavic. Se pravi, za vsako državo, ki bo prevozila. Že bo zdaj dobro spucu, pa lahko prve 3 nalimava. Danes pa še Dansko. A bo to tam nalimala, a? Ja, vsako sproti. Sproti? Ja, te niso ne sproti nalimala. Takole? Si zadovoljen? Ja, malo bolj levo bi šel. Tako
tako. Pa kar podrgneva, fajna že. Ja, prvo, da jih dobim. Poteptava. Zadovoljen? Perfekt. Z avtoceste sva dol zapeljala, ki piše, da imajo tukaj en National Park, kjer domuje beloglavi orel. Belorepi orel. Belorepi. Zgleda ne živi v hribih, ampak sred polja. Saj to so neke take močvirja, pa jezera, pa gozdovi. Odini neki. Bomo videli, če je kaj zanimivega. To kot tem National Parku. National so rekli, pa takole. Bilke so pa bilke, ne? Najprej je še krinka, pa so bile neke štale, pa kmetije. Pol pa v zadnji pa tole gojijo, ne? Gremo pogledat. Brez skrbi, da greva, da vidva to svinarijo njihovo. Vrmej dušno. Skoraj so že pri Hamburgu, po mojem sem še 10 minut. Se pravi, so še bolj severno, ne? Zato je tak mraz. Ja. Je pa veš kaj pa fajn, da smo bolj severno, ker je benzin spet cnej. Nemčija nima sploh po celi državi istih cen benzina, ker je bila včeraj euro 30 na liter, zdaj pa 1,1. Tam okoli Minhna vse dražje. To ste Bavarci. Ja, takole imamo lepo. Internet. Internet od Telemacha pa elektriko od Pleškota. 220. Tako je zdaj, ne? Glede na to, da greva jutri že na trajekt iz Danske do Islandije, nisva kupovala karte za trajekt. Malo sva bila skeptična, no, zaradi te korone, a va sploh prišla do sem ali kakorkoli, ker trajekt je pa kar zalogaj, glede na to, koliko je drag. V eno smer, za 2 osebi, z avtom in kabino, je okoli 800 evrov. Malo boli, ne? Ja. Boli, sam drugač ne moraš avto spraviti kaj. Sam zajtrk. Bomo imela pa koher s sabo, če treba. Pa si jo naredila gor špagete. Domače. Tiket. Cuf. Kam pa greva s trajektom? Danska. Prvič v življenju, novo državo bom prečrtal tam z onega zemljevida. Ja, jaz tudi še nisem bil na Danskem. Takole, hudiče, daš ne. 81 evrov je. Ja, mislila sva, da je 40 evrov, zdaj pa 81. Zanimava kaj druge. Vej, koliko so dobila papirja, koliko to stane. 81 evrov. Se pa posloviva od Nemčije, tako kot se zagre, in prestopva najsevernejšo točko, ki sva kadarkoli bila, se pa spodob dodava eno nalepkico tlele gor. Ko satan piha. Drugače pa tako, ne? Plačala sva 81 evrov za ta ferij, ki je trajal 40 minut, pa noben niti karte ni pogledal. Tako da mogoče kot nasvet, tudi če ne kupite te karte. Dobro jutro. Ta lovc pa skozi strela. Skozi strela tamle nama za glavo. Je dobro jutro, piškotek. Hodila so spat v Kopenhagnu, pa sva pa videla, kako imava še za prevozati do nas. Pa sva rekla, da se kar do kaj pelat, iz kjer imava danes trajekt. Pa sva bila pa vmes toliko zmatrana po noč, da sva rekla, dej, najbolj da se ostava ob cesti, pa sam. In kako si spal? Super. Jaz tudi, ful dobro. Pa v šnehu strelat, boge žvali. Čisto sem bo izmešal. To. Je pa fajn, ker sem že to ne dade tune lojtre od zgoraj in pol on to z nogo odpira ta vrata, že ob 7 zjutraj. Zakaj sem mu ni dal lojtre iskat? Zato, ker je svoje tako ne logistično zapakirala, ne, pod vse ostale stvari. Poglejte ga. Bravo. Ni treba smeti tega. Mar bi bil doma v topli posli. Je pa tako, ta Danska, zelo zanimiva, no, mislim, ali pa tudi ne, tako vse je ravno bolj pusto, ni toliko poseljena, se mi zdi. Vsak dan prevozva, prvi dan 1000, včeraj sva jih pa 700 prevozila, tako da so kar pridna.
Danes jih bo samo 400. Simply great coffee. Kar solidno veliko šteje. Tako bom jaz rekel, moji vtisi o Danski, ne. Drago, to je prva stvar, ki sem opazil. Kje si to opazil? Kava je bila 5 evrov, če ne še malo več. Za 2 kavi skupaj sva dala 9,90. Precej, pa pričakuješ, da že toliko za kavo, pa za druge stvari sem gledal cene tudi drago ka satan. Pa greš pa na WC, je pa precej umazan, no. Proti Sloveniji. Človek mislil, da imajo kakšen standard, ne? Je lepo, no, ampak precej ravno cela država, tako da ne vem. Vem, če bi se odločil, da grem zdaj sam na počitnice. Kopenhagen mogoče zgleda še kar zanimiv. Kaj pa drugače, kolesareš, ali kaj poravnam. To je tudi dolg cen. Kakor naju pa nekako Danska ni toliko prepričala v enem dnevu, ker se mi zdi, da je tako tak mal čuden vibe, ja, ni tako mal vse taka tišina in kljub temu velja Danska za najbolj srečen narod na svetu. Kot zanimivost lahko povem, da imajo najstarejšo zastavo na svetu in najkrajši delovni teden na svetu, kar znaša 37 delovnih ur. Ni čudno, da so pa najbolj srečni. Kdo bo hotel službo? Oziroma trajekti povezana po večjih deležnikih. Ja, muha ta je že od Avstrije, če nosi. Whoa. Oh, now it's pihnal. Are we gonna do the COVID test here? Yes. Yeah. Your name? My name? Bit. B-I-T. I need to open your mouth, look at me, say ah. Hallelujah. Thank you. Kam pa ti je potisal? Ne vem, jaz sem mi dala v nos. There you go. Thank you very much. They will let me know on board. If it's positive. Nice trip. Thank you very much. Thank you, bye. It's very windy up here. In kar dvignal mi je malo, Kada v bruhu. Jaz sem delal v Ljubljani tudi test za COVID čez nos in je to veliko bolj prijetno, absolutno, ampak tudi to ti gre veliko globje, kakor zgleda. Tega testa nisva rabila plačati, ker je bil vključen že samim trajektom, se pravi za 800 evrov so dobila tudi to noter.